lahko pravzaprav stvari na spletu delujejo in zakaj je ekosistem kot celota, torej spletni ekosistem, spletni prodajni ali pa marketinško-prodajni ekosistem, na kratko mu rečemo spletni ekosistem, najboljša odločitev oziroma zakaj je fino imeti vse te stvari poštimane, urejene, zato da bomo imeli tudi, bom rekla, mi večjo mirnost kot izvajalci, ker vemo, da vsaka stvar, ki jo naredimo, vpliva na drugo in prinaša, bom rekla, dodano vrednost in pa v bistvu, da zadeva, bom rekla, deluje tudi za naše stranke oziroma za naš marketing in prodajo. Zdaj, prva stvar je to, da mi razumemo, kako lijaki delujejo. Lijak deluje po principu, da imamo na vrhu osebe oziroma da v prvi fazi dobivamo oziroma nagovarjamo osebe, ki nas še ne poznajo ali pa ki ne poznajo naše filozofije ali pa ki ne poznajo našega dela, ne. Torej jaz temu rečem ljudi, ki jim je to novo, ki prvič morda slišijo ali za nas ali za to rešitev ali karkoli, ne. Vemo, ljudje pač recimo, ne vem, na socialnih omrežjih ali pa ne vem, recimo na Facebooku nekaj bereš, pa prvič zaslediš, okej, le to, ne. Mogoče pa spletna prodaja sploh ni o lijakih, pa ne vem kaj, ampak je o ekosistemu, ne. Skratka, to je tisto, kar je recimo za nekoga novo, ne. Potem imamo ljudi oziroma v naslednji fazi so ljudje, če gremo po lijaku naprej, ti ljudje potem nekaj že vejo, ne. To se pravi, vedeti je naslednja faza, kjer v bistvu se že nečesa zavedajo, vejo, česa ne vejo, nimajo pa še, bom rekla, tistega znanja, kako se tega lotiti. To so recimo, ne vem, jaz temu rečem faza vedeti. In potem imamo na koncu fazo ljudi, ki rabijo že dejansko pomoč, da neko implementacijo naredijo, pa neki support, pa vse te zadeve, ne. Skratka, to takole grejo, ne. Zdaj pa, kje je hakeljc? Hakeljc je v tem, da niso vsi ljudje nujno na fazi novo, ne, na fazi, da prvič nekaj slišijo. So ljudje, ki so že na neki stopnji znanja, na neki stopnji zavedanja, na neki stopnji zavesti, da imajo že ozaveščeno, česa oni vejo, da ne vejo, oziroma da že, bom rekla, čutijo ono varianto, da je nekaj več, ne. Skratka, mi se pa pri lijakih dostikrat osredotočamo na eno, bom rekla, tisto, ne, samo na tiste vrh lijaka, na tisto, da nas ljudje spoznajo, da prvič slišijo nekaj in tako naprej. Tako da pri ekosistemu, ne, skratka pri lijakih smo vedno osredotočeni samo na tisto, oziroma predvsem osredotočeni na to, da jih povabimo v naš krog, zato da nas začnejo spoznavati, da začnejo sploh razumevati in tako naprej, kaj ponujamo in kakšna je naša rešitev. Medtem ko pri ekosistemu mi pravzaprav ljudi nagovarjamo ne glede na to, kje, v kateri fazi so.